Pozdravljeni. Izgleda, da bomo mi, navdušenci Formule 1, priča pravemu zatišju pred veliko nevihto pri Scuderii Ferrari. Zakaj gre? Pa kot običajno v naslednjih minutah. Na samem začetku mi dovolite nekaj poudariti. Čeprav bomo tu danes govorili o Scuderii Ferrari, ne gre za enega izmed tistih člankov, ki bi radi pritegnili pozornost na cenen način. Verjamem, da mnogi menijo, da jaz osebno sovražim Scuderijo Ferrari in da izkoriščam gnev raznih podpornikov, raznih navijačev, da si tako dvigujem statistične številke. Ampak moje osebno mnenje glede tistega, kar se dogaja pri Ferrariju, smo že obdelali v mnogih prispevkih. Najmanj v tistemu z naslovom Rdeči alarm, ki je bil objavljen 18. marca, rešitev za Ferrari je prišel na dan dne 29. marca in ne nazadnje globoka kriza Ferrarija, ki je bil članek objavljen tam po veliki nagradi Miamija in seveda vam na razpolago od 6. maja naprej. Torej, zakaj smo tu? V prej citiranih člankih sem zbiral, izražal moj pogled, moje osebno mnenje. Ampak, ko sem prebiral tuje vire, sem zasledil nekaj zanimivega. V italijanskih časopisih ter na njihovih spletnih straneh so se začeli pojavljati članki, ki dobesedno govorijo podobno, kot sem razmišljal sam pred meseci. In ne govorimo o kakršnih koli virih. Namreč, če zadevo lahko beremo na znamenitem blogu Profondo Rosso ali pa na spletni strani v italijanskem jeziku motorsport.com ali v Corriere della Sera, pomeni, da nekaj v osnovi se dogaja tudi v Scuderii Ferrari. Ne smemo pozabiti, da v Italiji so vsi mediji, ki se ukvarjajo s Formulo 1, izrazito pro Ferrari. Če oni začnejo govoriti, da je Scuderija v krizi, da lastniki niso zadovoljni z delom in tako naprej, je velika verjetnost, da viri informacij, ki jih imajo, so seveda izjemno natančni in izjemno zanesljivi. Sam se lahko opiram le na moje lastno razmišljanje, kajti podobno kot vi, sem doma na kavču. Ampak lepo je tu razvidno, kako so mnogi avtorji dobesedno obrnili ploščo. Mnogokrat se citira Lea Torinja in njegov blog Profondo Rosso. Pred nekaj dnevi je dal priložnost spregovoriti Robertu Bocafoliju, ki ga verjetno marsikdo ne pozna izmed vas, ampak med drugim je bil nekaj časa odgovoren za stike z javnosti pri Pirelliju in približno 2 sezoni je zasedal isto mesto pri Scuderii Ferrari. In ko je Bocafoli spregovoril o Vassarju, je dejal nekaj zanimivega. Seveda ne moremo mimo tistih hvalnic, kako dober organizator je, kako se razume na določene procese, ampak če v
tako pomembnem viru, kot je Profondo Rosso, nekdo reče, da Frederick Vasseur nima empatije in da ne razume svojih sodelavcev, se verjetno v glavah nas, navdušencev, pa naj si bomo navijači Scuderie Ferrari ali ne, morajo pojaviti določeni dvomi. Običajno se tako hudih stvari o nekom, ki je v Ferrariju, vsaj v italijanskih medijih, ne piše. A če Franco Nunez na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com piše, da je prihodnost Fredericka Vasseurja pod vprašajem, se moramo zamisliti. Dejstvo je, da Vasseurju poteče pogodba konec te sezone. In verjamem, da John Elkann zagotovo ni zadovoljen z rezultati. Namreč res Ferrari je drugi na konstruktorski lestvici v tem trenutku, ampak če bi se prvenstvo končalo sedaj, in če bi uporabili podoben kriterij, kot so ga marsikateri novinarji v šali za sezono 2023, bi lahko ugotovili, da med konstruktorji bi naslov zmagal Oscar Piastri, za njim bi bil Lando Norris in šele na 3. mestu Scuderia Ferrari, kar nam pove, kolikšen je njihov zaostanek. Scuderia Ferrari ni sposobna popraviti projekta SF-Pomišljaj 25. In pri razpadu ekipe Red Bull niso znali pritegniti dobesedno nobenega. Kadri, ki so izjemno pomembni, so odšli naprimer v McLaren, v Aston Martin, v Audi oziroma Sauber, ampak nihče izjemno pomembnih inženirjev ni hotel priti v Ferrari. In konec koncev, John Elkann je v Scuderijo pripeljal Lewisa Hamiltona. In Lewisu Hamiltonu se ne daje dovolj podpore. In menim, da mi, navdušenci, smo to opazili že večkrat. Govori se tudi, da bo Charles Leclerc lahko zamenjal okolje. Kajti verjetno je spoznal, da Oscar Piastri je v približno enem letu dosegel prav toliko zmag kot on v približno 7. In tu se porajajo mnoga vprašanja glede tega, kaj nas čaka v prihodnosti pri Scuderiji Ferrari. Namreč imajo vodjo, ki verjetno ni kos svoji nalogi, in o tem sem tudi sam govoril v preteklosti kar nekajkrat. Imamo kronično pomanjkanje inženirjev, ki bi lahko rešili situacijo in pripravili učinkovite posodobitvene pakete. Imamo situacijo glede voznikov, ki je vse prej kot idilična in na koncu velik zaostanek. V člankih lahko naletimo na marsikateri namig, da si, na primer, John Elkann želi Hornerja v Ferrari. Čeprav jaz Christiana Hornerja v rdečem osebno ne vidim. A konec koncev, mnogokrat sem dejal, da prva poteza, ki bi jo morali storiti pri Ferrariju, je menjava Vasseurja, katerega sedaj nekateri njegovi privrženci, na primer Leo Turini, malce na vse kriplje branijo. Seveda z izgovorom, da sekanje glav v tem trenutku ne bo prineslo nobenega izboljšanja. Ampak tu verjetno nismo mi tisti, ki odločajo. Vseeno se moramo zavedati nekaj. Namreč, da tista moja razmišljanja izpred mesecev so imela neko osnovo, kajti sedaj so drugi začeli razmišljati dobesedno v isti smeri. In ne gre sedaj za to, da bom dejal, glejte, imel sem prav, to prepuščam drugim, ki
prej ali slej ob mnogih napakah tudi kakšno zadevo zadanejo. A bistveno je, da mi navdušenci moramo biti kritični do tistih ekip, ki so nam simpatične, in prav tako do onih, ki so nam rahlo antipatične. In scuderia Ferrari je pomembna za Formulo 1 in braniti na vse kriplje neke principe, kot se dogaja pri mnogih navijačih, pripelje do situacije, ki smo ji priča danes. Da na vrat na nos pred sezono, ki bo ključna v naslednjem obdobju, imamo pomanjkljivosti na mnogih področjih. Se bodo lahko pri scuderiji Ferrari rešili iz te godlje? Iskreno povedano ne vem. Tako kot vi, se nahajam doma na kavču. A zanimivo je, da po približno mesecu dni od objave mojega zadnjega razmišljanja so tudi drugi avtorji v mnogih virih prišli do skorajda identičnih zaključkov. Torej, na tem verjetno tudi nekaj bo. A vseeno, hvala za vašo pozornost in nasvidenje.